Današnje soočenje kandidatov za župana Maribora sta povezovala novinarja Večera Aljoša Peršak in Branka Bezjak, ki sta kandidatom med drugim postavila tudi vprašanje, ali bodo kot župan v novem mandatu spremenili parkirni režim v mestu. Da naredimo celovit prometni režim v mestu in v centru mesta bomo pocenili z ustrezno informacijsko podporo, pocenili parkiranje za tiste, ki bodo denar trošili za nakupe stvari ali za storitve ali za gostinske storitve v centru mesta. S tem bomo motivirali ljudi, da bodo prihajali v center mesta. Celovito je potrebno celotni javni promet v Mariboru organizirati. Se pravi, javni promet, kolesarji, pešci. Tu pa absolutno celo zanemarjamo tudi voznike osebnih vozil. Tudi to še pride do tega. Ampak samo mestno jedro pa je potrebno narediti samo pešci in kolesarji. Da, ker vsak župan bo v naslednjih 20 let moral spreminjati režim. V tem mandatu, ki prihaja, pa bomo morali prvo dobrokrat spremeniti njegove prakse, let, ki naj trenutno pomeni, drugo leto, če bomo izpeljali investicijo, zaprti se brez podjetja. Bomo morali spremeniti režim, da prilagajati trenutnemu režimu in potrebno do mesta. Moj odgovor je da, najprej urediti novo prometno študijo, hkrati pa prezidentom v mestnem jedru, ki imajo avtomobile, ki stanujejo v svojem središču mesta, omogoči ugodnejše parkiranje kot. Vsi vladar in tudi lahko rečem, da smo to nek način že razdelali, imamo in odgovarjali smo se s predstavniki kolesarske mreže, tudi s predstavniki avtobusnega zavoda Prevenča, torej govorja, na kak način bi seveda dolgoročno rešili tako dolgoročni promet, kot seveda sam promet. Če ni cilj, torej na kak način se bi najprej zastavili temeljni cilj 2012 najbolj, 2014 najbolj, 2016, 2018, 2020, potem pravzaprav ta bajka je tako, kako je zdaj. Kar naenkrat nek ukrep, torej udarjati ljudi v žepo zaradi višine parkirnine, pa jim ne ponudi druge alternative. Tudi po meni je to seveda da. To je pa opozoriti na neločljivo povezanost torej potniškega, javnega potniškega prometa, kolesarjev in avtomobilov. Namreč, če nekomu vzpostavljamo javni potniški promet z manjšimi, čistejšimi avtobusi, kako bo mesto lepše urejeno, kako bo mesto reševalo problem kolesarjev na način, kot da to rešujejo primerljiva mesta, kjer kolesarjem dajo njihov prostor, kolesarska steza, sem večkrat povedal, pločnik ni kolesarska steza, tudi cesta ni kolesarska steza. To je ključno ugotovitev. Cilj je